Spoštovani gostje, dame in gospodje, pozdravljeni na tradicionalnem izboru delove osebnosti leta 2012. Vseh 10 osebnosti, ki so tukaj z nami, ima še en skupni imenovalec. Vsi delujejo. Svoje misli, ideje, vizije so spremenili v dejanja. In kot je rekel Mark Twain, dejanja govorijo glasneje kot besede. Žal ne tako pogosto. Najprej povabim na oder VD odgovornega urednika Dela, Bojana Rutjo. Prosim. Spoštovane nominiranke, nominiranci, dragi gostje. Vsega 36 ur in nekaj 10 minut je preteklo vstopa v novo leto. Zato mi dovolite, da najprej v imenu medijske hiše Delo, posebej uredništva Dela, zaželim srečno 2013. Naj bo tokrat 13-tica tista, ki vam bo izpolnila čim več želja. Verjamem, da jih je veliko. Prav tako vam želim, da spišete po svojih močeh čim več takšnih in podobnih zgodb, kot so jih spisali letošnji nominiranci za Delovo osebnost leta. Spoštovani, prihajajoči manjamo s poznanjem, da Slovenija, da Slovenke in Slovenci premoremo dobre zgodbe. Letošnji nominiranci so jih prispevali 10. In če kdaj, potem v teh časih potrebujemo junake. Potrebujemo zglede, ki vlečejo, ki dokazujejo, da sta vztrajnost in vera v uspeh vsega prej poplačana. Kot že vrsto let je tudi letošnji izbor nominirancev opravilo uredništvo Dela. Verjamem, prepričan sem, da pravično. Prihajajo iz različnih področij, zanimivo, zgovorno, celo pomenljivo je, da med njimi ni politika. Tudi lani bi ni bilo. Rekel bi, zmagovalci vsega, a zmagovalci so vsi, vseh 10. Če drugega ne, so nam pokazali pot, način, kako do zmage, kako do uspeha, takšnega ali drugačnega. Zatorej iskrene čestitke prav vsem. Nekaj 20 kil, oziroma mislim, da ni možno biti več kot 2 kipa pika na družino. In je to, da bi šli oni trgovino in si izbrali res šlijo, zelo raznovrstne. Sploh nisem bolje, ko moga posajka po olje, raznih priboljških, zelo radi, še ti vložene stvari, marmelade, paštete, skratka. Res je, kako je privrti in se stremimo k temu, da so to zadovoljni, da imajo za nekaj časa. To je definitivno vzgoja mojih staršev tudi. Vedno sem rekli, da je treba pač biti sočuten. Rečem, in se nasmehljamo nekomu ali pa povemo kakšno lepo besedo, po januarju 2010, prvega je namreč 20 dan sem rekla. Želim samo, da pridejo bližnji prijatelji, stala sem eno tako skromno mobilce, da prinesem kaj hrane, ko bi pač idejo, da se začne zbirati hrana. Rekla sem, da sem ne v trgovino, imamo doma stvari, vsak če pogledamo, kakšno korone, kakšno pašto, kakšno konzervo. In oni so se odzvali in takrat v bistvu vsi prišli po 2-3 in še krat smo zbrali za 7 družine. No, mene je to leta 2012 besedno šokiralo v slabem. Nisem mogla razumeti, res ne razumem, kako je mogla država tako prikrajšati starše oziroma ljudi srednjega razreda. Kako je mogla spremeniti zakon o socialnih podporah države ljudem, ki so bili pridni, ki so delali, ki so izgubili delo, ki niso prejemali plač, ki ni država zagotovila tudi niti zdravstvenega zavarovanja. Ukinila jim je popolnoma vse pravice. In pogrom revščine, ki je v tem letu 2012 res izražal tako nemogoče stiske ljudi, je bil zame dobesedno šok. Jaz bi želela samo to povedati, da sem in smo vsi skupaj začutili potrebo,
da te družine izpostavimo, ker jih nihče več ni ne videl, ostali so res nevedni marginalci, nihče več slišal in hoteli smo samo spremembo v smislu, seveda ne bo nikoli več, kot je bilo, ampak gre za dostojanstvo, ki ga ti ljudje niso zapravili, ampak jim ga je država preprosto odvzela. Vsi ti ukrepi in pa vsi ti napotki, ki jih pa dajamo, tako civilne zaščite, kot gasilci, kot policija ali pa drugi pristojni, to so vsi napotki, ki gredo njim v to. Združevanje, mi rečemo kompozit znanosti in umetnosti. V bistvu pa seveda kulturalizacija vesolja predvsem pomeni proti militarizaciji vesolja. In v zadnjih 10 letih intenzivno. A že veste, prosim, čas je za svečani trenutek, mislim, da smo povedali. Njegova posebnost leta za leto 2012 je gospa Ana Lukner.
vrednotam, resnici, ljubezni, tistemu, kar res pomeni življenje. In moj cilj, in to je šele začetek, da prebudim ljudi, da nas povežam in da naredimo res velike stvari. Mislim, da Slovenija in naši državljani, Slovenke in Slovenci to zaslužimo. Jaz pa obljubljam, da bom za to poskrbela na večjih področjih. Tako da najlepša hvala vsem, ki ste glasovali za mene, vi pa ste pomenila mandat. Hvala lepa. Mogo se čakati, če